Kids TV. Dober večer, otroci. Diana sem spet z vami. Poglejte, kaj sem ustvarila za vse nas. Pravljični kotiček. Tule bomo vsak večer lahko brali pravljice za lahko noč, tako bomo lažje in lepše zaspali. Za danes sem izbrskala knjigico pisateljice Urše Lamut, Kje je pismo za dobrega moža. Poglejte. Gremo brati. Knjiga je namenjena vsem, ki verjamete v škrate, vile, zobne miške, trole, govoreče kače, mavrična srca in dobrega moža. V mesto Hobotintek je prisopihala gospa Zima. Njen prihod je oznanil staruhi veter, ko je nad mesto prignal ledeno mrzel oblak. V njegovi obleki se je skrivalo obilo snežink in nobena ni imela sestre dvojčice. Staruhi veter je silovito zapihal in stresal obleko zimskega oblaka, da so snežinke igrivo zaplesale po nebu. Plesale so vse dokler se niso dotaknile mesta in ga obarvale z ledenimi kristali. Legle so tudi na najbolj skrite kotičke mesta. Otroci so bili nad prihodom gospe Zime in plesom snežink navdušeni. Naznanjale so začetek snežnih radosti. Nestrpno so čakali, da so se griči in doline pokrili z dovolj debelo snežno odejo za smučanje in sankanje. Vznemirjeni so iskali drsalke in čakali, da se je mestno jezero spremenilo v veliko drsališče. Na mestnem trgu so zgradili snežni grad z velikimi vrati in opazovalnim stolpom, iz katerega so se spuščali s toboganom. Otrokom je prihod snežink naznanil še nekaj. Obisk dobrega moža. Dobremu možu so želje zaupali v pismih. Položili so jih na okenske police ali jih obesili na veje dreves, da jih je lahko staruhi veter ponesel v deželo dobrega moža. Pismo škrati in črko škrati so prejeli kopice pisem, jih odprli, prebrali in prav vsako željo skrbno zapisali v željeznam. Tega so nato poslali mojstroškratom, ki so več mesecev izrezovali, rezali, lepili, šivali, pletli, kvačkali, risali, pisali, tiskali in barvali. Še pravi čas so morali narediti za otroke. Puhastega medvedka in žabo, plišastega kužka, ki laja, mavrično mečarico z rožnato pentljo, nevidni plašč, teniški lopar, dojenčka, ki govori, kocke, iz katerih lahko zgradiš letalo, ladjo ali kmetijo, čarobno paličico za sladkarije, kotalke, očala z dioptrijo, avtomobil, ki se spreminja v robota, zlato plavalno medaljo in še in še. V željeznamu se je pojavilo tudi posebno pismo z neobičajno željo. Poslala ga je drobna deklica, ki je imela eno oko zelene, drugo pa modre barve. Njeno telo je bilo posuto z drobnimi pegicami in med njenima sprednjima zobkoma je zevala luknjica, v katero je lahko porinila svoj jeziček. In čeprav se je zelo trudila, da bi izgovorila črko R, ji ta nikakor ni šla z jezička. Toda drobna deklica je imela poseben dar. Vsakič, ko je odprla knjigo, je lahko v njej opazovala čarobni ples črk. Prav zaradi dekličinih posebnosti je otroci v mestu Hobotintek niso vabili na rojstnodnevna praznovanja ali na otroško igrišče. Drobno deklico so namesto prijaznega pozdrava obkladali z badljivkami ali se delali, da je sploh ne vidijo. Drobna deklica je večino časa preživela v krošnji drevesa doktorja Kresničke. Tam se je pogovarjala z indijancem, ki je znal letati, in opazovala mavrično srce skrito v duplu drevesa. Njena najljubša zabava je bila opazovati naravo in vedno znova je bila prevzeta nad njenimi spremembami. Orjaško drevo je bilo zanjo čaroben kraj in samo tu se je počutila prijetno. Njene pegice, skregana zobka in črkoples niso tu motili nikogar.
V starem drevesu je drobna deklica napisala pismo za dobrega moža. V njemu je zaupala, da si najbolj od vsega želi, da bi imela prijatelja. Pismo je položila na najvišjo vejo drevesa in prosila staruhi veter, da ga ponese v višave in daljave. Na jutro dobrega moža se je mesto Hobotintek prebudilo v otroškem smehu in veselju. Otroci so si z navdušenjem ogledovali darila, se igrali in jih ponosno kazali prijateljem. Drobno deklico je zjutraj pričakalo le pismo dobrega moža. Dobri mož je v njem povedal, da njene želje žal ne more izpolniti. Kljub temu mu drobna deklica ni nehala pošiljati pisem. Pisala mu je o čarovnijah gospe Zime in mu v njih prva naznanila prihod gospodične pomladi. Pisala mu je o prvih spomladanskih sončnih žarkih, ki kličejo k prebujanju narave in vabijo meščane na vrtove. Pisala mu je o mami kužki in igri njenih nerodnih mladičkov, vožnji s kolesom po lužah, vrnitvi ptic selivk, regljanju žab, čudežni glasbi v mogočnem starem drevesu, ki se oglasi vsakič, ko dežne kaplje padajo po listih, in o svojem poletu z balonom. Dobri mož je užival v branju dekličinih pisem. Vsak dan je pogledal v veliko teto omaro, ali ga tam čaka pisemce drobne deklice. Tudi sam je pisal dolga pisma o življenju v svoji deželi. Potožil ji je, da pogreša pridne škrate, ki so odšli na počitnice. Z nenadnim obiskom gospodiča poletja so dozorele prve gozdne jagode in hrustljave češnje. Bile so šolske počitnice in tudi takrat drobna deklica ni pozabila na dobrega moža. Pisala mu je o sončenju kač v dišečem senu, o godbi čričkov in razglašeni glasbi komarjev, o taborjenju ob jezeru in o plesu vodnih bitij in kresničkah pomagačkah, ki osvetljujejo njen črkoples. Ni mu pozabila povedati, kako slastna je pečena koruza in da si lahko koruzno zrno spravi v režo med svoja sprednja zobka. Drobni deklici je bil gospodič poletje še posebej pri srcu. V tem času je starejšim bratom obiskala dedka na barki. V družbi morskih vetrov so pluli po morju, skakali z barke, z daljnogledom iskali svetilnike in nabirali školjke. Dobri mož se je dostikrat do solz nasmejal, ko je prebiral dekličina pisma. Želel si je, da bi mu tudi drugi otroci kdaj kaj napisali, pa ne samo takrat, kadar ga prosijo za darila. A zaman pisem otrok ni bilo. Dobri mož se je počutil vse bolj in bolj pozabljenega. S komaj da slišnim potrkavanjem padajočih kostanjev je v Hobotintek pritopotala botra jesen. Na vrtovih so se debelile buče in mesto se je ovilo v vonj kuhanih marmelad. Listi dreves so se oblekli v pisane barve in s tem povedali pticam, da morajo obiskati sorodnike v toplih krajih. Staruhi veter je premetaval pisano listje in ga odpihnil v medvedjo posteljo ali ga zataknil na ježkove bodice. Drobna deklica je prevzeto opazovala gibanje listja, ki se je neslišno dotikalo gladine jezera. Verjela je, da se ti listi spremenijo v majhne čolniče za vodne vile. Dobremu možu je v pismih pripovedovala, kako je babica Nani za njen rojstni dan pripravila čudovito presenečenje. Obiskali sta kmetijo. Drobna deklica je jezdila najhitrejšega konja Maroga in tam je s torto razmetanko pomahala 8. letu v slovo. Zaradi mrzlovražjega piha staruhega vetra so se prebivalci mesta zavili v tople šale in plašče. Pokrili so se z velikimi klobuki, kučmami ali pisanimi kapami. Stari dimniki so puhali oblačke v nebo in zaspana narava je klicala k počitku. V goste je prihajala gospa Zima in z njenim prihodom so deželo dobrega moža zopet preplavila otroška pisma, polna želja. Drobne nožice škratozvonov so neprekinjeno cingljale. Pismo škrati so hiteli razvrščati pisma otrok v teto omaro. Ta je zaradi milijonov in milijonov pisem postajala bolj in bolj obilna. Škrati in dobri mož so se bali, da bo stara gospa počila. Tudi črkoškrati so neumorno brali in zapisovali želje otrok v željeznam. V deželi dobrega moža je bilo zopet vse kot ponavadi.
Le dobri mož je tiho sedel v svojem starem, udobnem fotelju in opazoval škrato vrvež. Željeznama, ki se je iz dneva v dan večal, še pogledal ni. Vsak dan je le nestrpno čakal na pismo drobne deklice. Škrati so obstali, ko se je dobri mož nejevoljno odlepil iz fotelja, pred seboj z nogo frcal kamenček in zatopljeno misli godrnjal v brado, ki mu je padala do kolen. Škratovuhli so komaj slišali, kaj mož govori. A tako, seveda. Sedaj vsi spomnijo, želijo vsi. Čez leto nihče ne spomni, mi nihče ne piše o dogodivščinah. Sedaj, ko obdarovan, glej ga zlomka, pisem mili ogromno. Se od njih ne vidi, kupčki pisem vse povsod. In med njimi se je izgubilo pismo deklice. Samo ona me ima resnično rada. Vsak dan mi piše in ne pričakuje od mene prav nobenih daril. Piše mi zato, da mi prežene dolgčas in samoto. Pošto škrati in črko škrati so pismo iskali, a pisma ni bilo nikjer. Dobri mož se je sesedel v fotelj in žalostno strmel predse. Ura je odbila večer, a v škratomreži ni bilo nobenih daril, da bi jih staruhi veter ponoči odnesel otrokom. Škratogroza, 100 kosmatih zelenih solat. Piščalo žvižg, so vznemirjeno ponavljali škrati, si grizli nohte, zvijali dolge uhlje, drgnili nosove in delali cofe na svojih kapah. Dobrega moža so prosili, naj vendarle pripne darila v škratomrežo, saj pred vrati že nestrpno puha staruhi veter. Otroci v mestu Hobotintek so si umili zobke. Na okenskih policah so prižgali lučke, da bi staruhi veter vedel, kje pustiti darila. Skobacali so se v posteljo in smuknili v deželo sanj. Na jutro dobrega moža se je mesto prebudilo v tišini. V njem ni bilo slišati smeha in veselja in nerazigranega otroškega vrveža. Na okenskih policah so otroke namesto daril pričakali barvni svinčniki in kup pisemskega papirja. Le iz drevesa doktorja Kresničke je odmeval žvrgoleči smeh drobne deklice. To jutro je bila najsrečnejši otrok na svetu. Uresničila se ji je srčna želja. Uganeš, katera? Vsakdo izmed nas potrebuje prijatelja. Zato bodite dobri in prijazni do ljudi okoli vas. Zmenjeno? Zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč.